Gremo mi s programom naprej. Z menoj v studiu je že Martina Trček-Geč. Nekoč je bila stevardesa, danes pa se ukvarja z osebnostno rastjo in z raznimi terapijami tudi pomaga drugim, da se rešijo vzorcev in zagat, v katerih se znajdejo. Imela je hude izzive tudi sama v življenju, tako da je s pomočjo tega in s pomočjo različnih tehnik tudi sama premagala marsikaj, tako da dobrodošla danes v naši družbi. Hvala. Predvsem eno temo bova midve danes obdelali in to je s hipnozo do transformacije. Namreč ti se ukvarjaš z eno tehniko, ki se ji v angleščini reče Rapid Transformational Therapy, torej terapija hitre preobrazbe. Pa me zanima, kaj sploh je to? Ok, hvala za predstavitev. Bom tako na kratko povedala, čeprav jaz sem totalno navdušena nad to metodo. Res, mene je to fasciniralo, ta metoda, ker sem jo začela uporabljati zase. In ker sem videla, kako to deluje, sem rekla, wow, to je nekaj, kar bi bilo treba prenesti sem, da se jaz to naučim, da jaz lahko to, s tem lahko marsikomu pomagam. Zakaj gre tle, ne? Rapid, je neka hitra preobrazba, neka terapija hitre preobrazbe, ne? Gre za to, da vsako težavo, s katero se soočamo, ne? Obstajajo za to neka prepričanja, neki vzorci, ki jih imamo, ki smo jih dobili tokom življenja. In tle je recimo hipnoza je del te terapije in s hipnozo v bistvu uporabljamo za to, da pridemo dol, niže v podzavest, da odkrijemo, kdaj, kje, kako so se neka prepričanja, neki vzorci pojavili. In ko to odkrijemo, se pravi, ko to tak plevel na nek način potegnemo ven, lahko mi začnemo graditi v bistvu nekaj, kar pa res želimo. Dokler nam pa to, po domač povedan, dela štalo tam od spodaj, pa mi težko v bistvu zavestnim umom to na nek način presežemo, Terapija je v bistvu sestavljena tako, hipnoza je del terapije, se pravi, cela terapija dejansko poteka v hipnozi. Pol ima ta terapija elemente neurolingvističnega programiranja noter, kognitivno-vedenjske terapije in psihoterapije. Skratka, je sestavljena in top of the top, da tako rečemo, Pobere najboljše od najboljšega. In naredi v bistvu res hiter. Hiter. Saj vemo, da preobrazba, osebna transformacija nič ne gre čez noč, Ampak ne rabiš leta in leta neke terapije, nekih pogovorov, kjer znova in znova obujaš svoje bolečine in spomine na te dogodke. Glih to je to, da tega ne rabiš več. To moraš enkrat ven potegniti, izkoreniniti in iti od tega naprej, In kje si se ti srečala? Kje si ti spoznala to tehniko? Ja, včasih je pa žal tako, da človek mora priti do nekih bolečin, do nekih dogodkov v življenju, ki te prisilijo, da te prav porine nekaj, da narediš nekaj, Mene je to žal prisilila moja bolezen. Jaz sem par let nazaj dobila diagnozo, ki me je vrgla z stola, dobesedno, Rak. In res takrat, ko misliš, da to se pa meni nikoli ne bo zgodilo. To se drugim dogaja. To se vse dogaja drugim. Pa se je zgodilo meni in takrat dobesedno se ti podre svet. Vse, kar si nekako gradil, pa si mislil, da je kar naenkrat se ti vse sesuje. In takrat sem se jaz začela spraševati, mater, doktorji mi bojo pomagali, medicina je toliko naprej mi bo pomagali. Ampak jaz se ne morem prepustiti 100% v njihove roke, čeprav jim zaupam. Moram sama nekaj narediti, ker jaz vem, da so vse bolezni, ampak večina bolezni psihosomatskega izvora. In da obstaja nekaj v meni noter, ki je destruktivno, ki ni v redu. Je samo sebe napadlo, Tako. In jaz sem se takrat seveda vrgla v to, kam se ne obrnem. In jaz sem takrat najdla, takrat, ko prosiš, nekako dobiš, se ti kar pripeljejo neke stvari, ki se ti morajo pripeljati, saj veš. In takrat sem jaz vedela za Joe Dispenzo. In jaz, ko sem videla, kaj on dela, sem rekla, to je to. To jaz grem. Jaz to grem, pa če ne vem kva. In takrat je bilo tako, da je bil on na Dunaju imel ta workshop.
In hvala Bogu, da sem lahko šla in sem šla. In takrat se je meni začel odpirati v bistvu čist en nov pogled, kako močno orodje imamo mi tukaj noter, kaj naš dela, kako nam lahko naredi. Kako se lahko štala naredi? Ali pa, totalno štalo, ali pa, če ga znaš pravilno, te pa lahko pa ozdraviš marsikaj. Ne samo bolezen, lahko ozdraviš v bistvu vsa svoja, da nam rekli, tisto, kar nosiš, kar si dubu, kar smo prevzeli, te vzorce. In v bistvu imamo, res imamo neverjetno orodje, samo ga ne znamo uporabljati. Mi dejansko pustimo, da on vodi nas. On sedi v bistvu na šoferskem sedežu, mi pa zraven. In ti mu lahko rečeš levo, desno. On bo peljal po svoje. On gre po svoje. In to se nam dogaja in pa se čudimo, kaj se to dogaja? Zakaj jaz skozi eno pa isto sem vrtim v enem pa istem? Ker ima on nadzor. Pa, ko se enkrat odločiš, ok, zdaj grem pa jaz na šoferski sedež, pa naj se on usede zraven. On še vedno govori, on še vedno reče, pa je navajen, ne? Kaj je tako navajen. Ampak mi se moramo dejansko, tako kot reče Joe Dispenza, odvaditi toliko cajta svoj filati z nečim novim, toliko cajta se učiti nekaj novega, da tisto staro v bistvu nekako pozabimo. To ni, čeprav je to hitra preobrazba, ampak ni čez noč. Mi bi vsi radi neki čarobno palčko, ki bo zbrisala vse. In se bo zgodilo. Abrakadabra. Ne zgodi se samo od sebe nič. Moraš ti participirati k tej preobrazbi. Nekdo, terapevt ali pa nekdo je samo tam, da ti z nekim orodjem pomaga. Malo pokaže pot, ne? Malo pokaže pot. Moraš pa sam prehoditi pot. Moraš pa hoditi pot, ki včasih ni lahka. In v bistvu ti si se srečala s številnimi tehnikami, a ne, v tem svojem poti do samozdravitve, recimo temu. Ja, jaz sem kar iskala, pa je bil Joe Dispenza in pa sem videla, pa se ti seveda začnejo odpirati, a ne, ker enkrat stopiš na pot, pa se ti začnejo kar odpirati. Pa sem najdela dr. Bruce Lipton, on govori o epigenetiki, a ne. Se pravi, da niso naši geni tisti, ki nas določajo, ampak je način življenja, kako živiš, tisti, ki lahko to v bistvu na nek način lahko presežemo to. In to je v bistvu dobra novica. Ful dobra novica. Ti si nekako kreator, res kreator tega. Sam je to velika odgovornost hkrati, Jaz sem kreator, sam. Zakaj se pol meni dogaja skozi neka štala, Ja, ker je treba to popucati tudi od spodaj dol. In kaj te je pripeljalo potem do te tehnike, o kateri danes govoriva? Ja, nič, pa sem pa iskala, kaj jaz moram popucati. Pri Joeju sem videla, ok, super, jaz sem začela meditirati, jaz sem se začela zavedati moči tega da sem jaz kreator, da jaz lahko naredim. Zdaj sem pa jaz iskala, kako pa zdaj jaz lahko pridem do te moje podzavesti in odkrijem, kaj tam noter je, kaj mene bremza v življenju, da ne znam, recimo, svobodno zaživeti, In pa sem najprej seveda tega, ko sem omenila Bruce Liptona našla, on zelo propagira in zelo hvali to metodo Psy-K. In sem jaz šla najprej tole se učiti v London. To je super. To je super metoda, ki delaš v bistvu na mišičnem odzivu. Se pravi, tvoje telo ti točno pove, v kaj ti verjameš oziroma česar ti ne verjameš. In lahko prek tega mišičnega odziva prideš do nekih stvari. Ampak jaz sem hotela še bolj globoko. Meni se je zdelo, da obstaja še nekaj, kar je še globje dol. In pa sem najdla Mariso Peer. Ona je avtorica te RTT terapije. In ona je fenomenalna. Ona dela to 30 plus let, večkrat nagrajena v strani Združenja hipnoterapevtov in je res, mislim, njena metoda je pa fenomenalna. Zato, ker greš globoko, greš lahko toliko globoko, v bistvu priješ lahko čist, ne vem, do prvih dni življenja, ker otroci, dojenčki, mi mislimo, da otroci nič se ne zavedajo. Otroci vse vsrkajo vas. Vse. Občutke, besede, misli in lahko dobiš toliko enih napačnih prepričanj kot otrok. Ni treba, da se ti zgodi sploh neka velika travma.
Sploh ne. Lahko je to samo neka beseda, ki si jo slišal. Pa kolikrat smo recimo slišali v šoli? Nič ne bo s tebe. Pojma nimaš. Ja, in to se nalaga, Ampak če si ti- večkrat slišiš in Kot otrok ti k temu pripišeš pomen. Ti vzameš to nase in rečeš, pismo se z mano, mora biti pa nekaj narobe, a ne? In ponotranjiš to. In to prepričanje se ti usede globok noter. In to prepričanje te v bistvu pol fura cel življenje. In pa se lotevaš stvari, probavaš stvari, ampak ti imaš vedno od zadaj tisto, s tebe Ne moreš, nikoli ne bo nič iz nič ne bo, a ne? Vedno ti to nekako plava na površje. No, mi dve bova šli še v večje globine po oglasih, da se morajo gledalci malo spočiti. A sem to govorila? Ja, čist preveč, ne hecam se. Se morajo gledalci malo ponotraniti, kar smo do zdaj povedali. Po oglasih pa malce več o sami metodi, da vidimo, kako se skupaj sploh poteka in da se morda znebimo kakšnega strahu pred hipnozo, ki ga morda kdo od vas ima. Se gledamo. Dobrodošli nazaj. Z Martino Trček Geč se pogovarjamo o transformaciji. Veliko je že povedala o tem, kakšna je bila njena pot. Zdaj pa mogoče se lahko bolj skoncentriramo nekako s hipnozo do transformacije na tehniko RTT. Dobrodošla ponovno v naši družbi. Hvala. Povej, kako poteka sama seansa pri tebi, recimo? Ponavadi je tako, da stranka mene kontaktira, se pravi preko maila ali pa na telefona. Ne? Že recimo ta uvodni pogovor, jaz dam kar veliko poudarka na ta uvodni pogovor, se pravi si vzamem čas, da približno vem, v katero smer bo šlo. Vsaka stranka dobi pred terapijo nek vprašalnik, kjer pač včasih je lažje pisati recimo o svojih težavah, kaj želiš spremeniti, kaj je tisto, kar te bremeni. Pa sama seansa poteka, moram reči, da v enem takem zelo sproščenem okolju, ker je pomembno, da v bistvu ta odnos med mano pa med mojim klientom, da je res zaupen. Da je res, da si lahko zaupava, da ona ve, da je v varnih rokah. Ker včasih pridemo do stvari, ki so malo boleče in takrat mora imeti stranka občutek, da na nek način držiš prostor. držima, da sem jaz tam, da je v redu, da lahko zjoka, da je fajn, da zjoka. Terapija je kar ene dve ure, recimo dobre 2 uri traja. Začne se pa tako, v bistvu, da gremo v ta, se pravi v hipnozo. V ta sproščeni, da bom rekla sproščeni nek trans. In hipnoze se marsikdo mogoče boji, si reče, to bo potem lahko ona meni sugerira marsikaj, ima vpliv name. Ja, veliko strahu, da bom rekla, ali pa predsodkov je pred hipnozo, prav zaradi tega, kar smo gledali mi dostikrat odrsko hipnozo. Da ti je rekel hipnotizer, zdaj pa ne vem, zdaj bo pa opica in pa si jo ponašal opico. Ne, hipnoza ni to. Hipnoza je v bistvu samo sproščeno, zelo sproščeno stanje uma. Če naš naši možgani delujejo na različnih frekvencah, če zdaj midve, ki se pogovarjava v beti, se pravi to stanje, kjer si ti na delovnih obratih, bom rekla. In ko greš niže, je alfa in je teta in je delta. In v hipnozi gre samo to, da ti to možgansko valovanje, ki je v beti, malo upočasniš, se pravi, lahko greš v alfo in dostikrat tudi že v teto. Samo to. To je stanje, v katerega pridemo tudi z meditacijo. Jaz te peljem na sami terapiji v to sproščeno stanje. Z indukcijo se temu reče, indukcijo v hipnozo in ti se zavedaš vsega, kar se dogaja. Samo tvoj fokus, ti si bolj fokusiran nase in v bistvu greš globje dol. In terapija se pravi poteka tako, da odkrijemo vzrok. Prideš z neko težavo, ne vem, imam težavo, da bom rekla zdaj recimo, ker sva glih tukaj javnega nastopanja. Groza me je iti pa povedati nekaj. Se pravi, nekje je vzrok. Odkrijeva vzrok. Se pravi, greva v hipnozo, odkrijeva vzrok. In kot ti, kot klient, enkrat razumeš, to se mi je zgodilo, ko sem bila stara, ne vem, 5 let, so se mi vsi smejali, ker sem mogla recitirati in sem se zmotila in so se mi vsi smejali. To je moj vzrok. Damo to ven.
oddaljimo zdaj tebe od tega dogodka z različnimi tehnikami, ki jih seveda v tej terapiji uporabljamo, ne? In pol na koncu terapije naredimo en tak transformacijski posnetek. In ta transformacijski posnetek je individualen, narejen samo za klienta, ki ga dobi domov, posluša doma vsaj 21 dni, ker je za vsako spremembo tisti minimalen čas, ki je potreben, 21 dni. Se pravi, ti greš 21 dni doma s tem posnetkom, vsak dan še nazaj, še v to samo hipnozo in vse, kar ti želiš, ne vem, če sva zdaj še navezava še na to javno nastopanje, želim se počutiti suvereno, mirno, sproščeno, dobiš to v tem posnetku in ti to doma poslušaš, da se ti to usede v podzavest. A ne? Ker dejansko, dokler mi samo na zavestni ravni nekaj afirmiramo, ker zdaj je to popularno, ne, afirmacije. Super so afirmacije. Ne pridejo dovolj globoko vedno, ne? Ne pride dovolj globoko. Ti imaš pod spodaj lahko, ti kar govori. Podzavesti tega ne verjame, ker podzavest ima svoj program noter, ki ga fura. Ti moraš v podzavesti program spremeniti, lahko pol te afirmacije res afirmiraš in si to dnevno govoriš. Je pa proces, je pa treba delati, je del. Ne bom rekla, da to, tako kot sem prej rekla, ampak je treba delati. Za katere težave pa je primerna ta tehnika? Ja, v bistvu za marsikakšno težavo, ampak zdaj, kar jaz opažam in pri svojem delu, se ljudje v glavnem dejansko res soočajo s tem nekim zdaj mi je pošlo z glave. Samopodobo, a ne? Samopodoba, aha. Samopodoba. 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 V bistvu, ko priješ tako globoko, vidiš, da so koreni, imamo v glavnem vsi eno pa iste, da se zelo počutimo, ne, da nismo dovolj dobri, da si ne zaslužimo, da smo drugačni do drugih, z mano je nekaj narobe, kdo pa sem jaz, da bi lahko to, a ne? V bistvu imamo dosti podobne, ampak se pol različno manifestirajo te težave, ne? Tako da v glavnem so samopodobe, so tudi kakšni, ki recimo imajo zdravstvene težave, pa vejo, da zraven pač medicinske pomoči je fajn, tako kot sem šla tudi jaz, da pogledajo še, kaj se dogaja znotraj, a ne, da lahko so prepričanja, ki jih lahko spremenijo vzorci miselni. Tako da ta terapija lahko povsem fobije, strahovi, odvisnosti, se pravi samopodoba, težave s težo, vse to ima nekje vzrok, a ne. Tako da za vse to je ta terapija meni fenomenalna. Pa je primerna prav za vse ali so kakšni zadržki, ali kdo ne bi recimo smel priti? To, da prav ne bi smel priti, dobro, to so recimo, ne vem, mogoče kakšne epileptiki ali pa kakšne psihoze, ne, šizofrenije, tega tle se pač jaz ne bi lotila, ne, to so strokovnjaki, ki to delajo na tem področju. Drugače pa smo v bistvu vsi mi dojemljivi za hipnozo, ne, eni imajo predsodke, ja, pa ne vem, ne moram hipnozo, ne moram se sprostiti. Lahko, ker v bistvu smo vsi večkrat na dan v stanju hipnoze, pa se tega sploh ne zavedamo. Kaj v bistvu sploh je hipnoza? To je neka usmerjena, osredotočena, ti, ki gledaš televizijo, si v bistvu hipnotiziran. Zakaj je toliko reklam takrat? Zato, ker ti hočejo to lepo, ker si tako noter v enem, da pride to res nekam globoko noter. Tako da hipnoza, tudi ko bereš, recimo ti si takrat fokusirana točno na tisto, sicer veš, kaj se dogaja okrog tebe, ampak tvoj fokus je osredotočen na to, kar delaš. To je v bistvu hipnoza. Nič tazga, nič groznega, neko prijetno, sproščeno stanje. In kje se v bistvu ta RTT tehnika razlikuje od drugih tehnik hipnoze? V tem je fora v tem posnetku, ki se ga dobi na koncu, v tehnikah, ki se vmes dogajajo? Ja, v bistvu je v tem, da greš vedno iščemo vzrok. Vedno je treba najti vzrok. In ne vem, kako pri drugih terapijah, a se išče vzrok, ampak tlele je
Ta je ključna zato, ker iščeš vzrok in ker imaš enkrat vzrok, tako kot pri bolezni. Lahko zdraviš simptome, ampak tisti pa tli od spodaj. Tako je isto pri tem. Tisti še vedno od spodaj tli. Se pravi, moraš najti vzrok in vzrok stran tebe oddaliti od tega v bistvu. Ne? Pol je pa definitivno ta posnetek. Ta posnetek, se pravi, ti si pol po terapiji še 21 dni podprt s tem posnetkom. S tem, da tudi jaz sem vedno pol teh 21 dni v bistvu nekako v stiku s svojimi klienti, da kakršnekoli vprašanja, težave, kar se pojavlja, da nekako skupaj gremo čez te stvari. Tak, ne bom rekla, nek coaching, imam jaz pol tukaj še zraven. Tako da ta terapija se v tem razlikuje, v tem, da si ti podprt pol še v svojem procesu, še strani z moje strani v bistvu s tem posnetkom. Pa potem za določene težave si rekla, da je dovolj že v bistvu samo ena ta terapija. Za določene najbrž pa je potrebna večkrat priti k tebi ali pa. Ja. Pri tej terapiji se priporoča v bistvu 1 do 3, redko kdaj greš v več terapij. Zato, ker se pravi, ker enkrat najdeš vzrok, lahko to pol gre hitro priješ do želenega rezultata. Tako da tle ni neka pogovorna terapija, kjer govoriš, ampak se da to hitreje narediti. Seveda so stvari, recimo, ki so globje, ne vem, prav kakšne odvisnosti, recimo, ki imajo, ne vem, ampak da je kakšna travma, je treba priti večkrat, ne. Zdaj pa, da govoriva o neki samopodobi, samozavesti, to gre pa hitro. Javno nastopanje, to gre hitro. Ker so taki, niso toliko... To niso neke, neke travme, hude, ampak so, ampak so neki, kar si ponotranju, neki vzorci, neka prepričanja, ki si jih nekje dobil in jih vrtiš in jih nosiš naprej in jih lahko hitro pogledaš in jih lahko daš hitro v stran, ne? Ker nisi več ta mehan otrok, ki bi mogel to verjeti. Ja, kaj pa v bistvu ta tehnika in otroci? Se lahko uporablja na otrocih? Je v bistvu pri njih celo hitrejši proces? Meni so otroci fenomenalni, res so mi fenomenalni, ker oni so kot spužvica, sploh do 7. leta, ker je v bistvu ta bariera tega kritičnega uma pri njih ni razvita in oni vse srkajo. In dobro in slabo. Zato je teh 7 let ključnih. Kaj ti otroku predaš. Kaj spužvica vsrka. Ja, in zato je tako fajn z njimi delati, ker oni, v bistvu, njih lahko peleš skozi nek domišljijski svet noter, oni se sploh v bistvu ne zavedajo, ampak jim lahko narediš tako dobro, res tako dobro. Ker danes imajo otroci ful enih strahov. Oni so tudi obremenjeni z vsemi temi našimi pritiski in niso pripravljeni na to življenje, tako kot bi mogli biti. Imajo strahove, že oni imajo težave z samopodobo, se to danes veliko bolj kaže. Tako da pri otrocih je terapija, mislim, res fenomenalna. Takole hitro gre. Hvala, Martina, za obisk v studiu. Morda takole za na konec še, komu bi še posebej priporočila to tehniko? Ja, v bistvu, jaz mislim, da bi to mogli vsi enkrat iti skozi to, ker imamo vsi nekaj, česar bi se radi znebili. Vsi imamo neke ovire, da bom tako rekla, ki bi jih radi presegali. Jaz bi čisto vsakem. Jaz rečem, da bi mogel iti vsak na tole. Vsak poskusiti, pa potem se vidi po rezultatih, kako... Ja, rezultati so fenomenalni, so dobri in mislim, da ima vsak nekaj, kar nekako včasih skrivamo, nočemo, na ven bi radi bili super in ne vem kaj, pa skrivamo, ampak noter imamo stvari, ki jih moramo včasih, bi bil cajt, da jih damo v stran. Počistiti, da ne počistimo samo zunanjosti, pa takole. Mislim, da je čas sprememb, in kdaj, če ne zdaj, Kdaj, če ne zdaj. In hvala, ker si nas zdaj obiskala. Hvala te. Morda se pa še kdaj pogovarjamo še o kakšni drugi tehniki mogoče. Hvala za enkrat. Mi bomo šli zdaj ponovno v oglase, po oglasih pa nas bo pričakala Gala z zadnjo porcijo aktualnih informacij. Se gledamo.